Današnja 11. konferenca MSP z naslovom Izzivi podjetniških nasledstev poteka v okviru evropskega projekta Succession Ready, ki ga vodimo v okviru Podjetniško-trgovske zbornice že 3. leto zapored. V okviru tega projekta bomo naredili brezplačna orodja, ki bodo na voljo tem družinskim podjetjem. Na splošno velja, da je mogoče samo 10% podjetij, družinskih podjetij, primernih za nasledstvo in da obstanejo še naprej. To je zelo pomemben podatek. Sicer pa imajo družinska podjetja možnost, da prenesejo lastništvo na potomce ali mogoče nekakšnega sorodnika, da to podjetje prodajo ali pa gre za notranji odkup, kar se v bistvu trenutno ureja tudi na zakonodajnem področju. Zelo bi radi videli, da bi dejansko država v drugi polovici leta razpisala vavčer za prenos lastništva tudi za družinska podjetja, kar v preteklosti smo že imeli v Sloveniji in tudi današnji konferenci je minister to obljubil. Po konferenci MSP bomo naslovili na vlado tudi memorandum MSP. Podjetniki smo vajeni, da se znajdemo sami. Je pa vsekakor bi bila dobrodošla kakršnakoli podpora z vidika davčne politike, morda tudi z vidika kakšnih dodatnih svetovanj, vendar je pa dejstvo, da tukaj si bomo morali sami pomagati, sami se bomo morali odločiti, na kakšen način prenesti nasledstvo. V našem podjetju, v naši družini imamo 4 otroke, kar pomeni, da je potrebno tudi ta razmerje malce uravnotežiti. In če se družina, okolje, se pravi vsi skupaj smo neke vrste lastniki v vsakem primeru, če se znamo dogovoriti, če znamo to ceniti, če znamo sprejeti poslanstvo nekoga, da to vodi večjih članov družine, potem smo v tej igri definitivno uspeli. Država se absolutno zaveda, kaj pomen družinskih podjetij, ki je v bistvu en najbolj zdravih dela gospodarstva, glede na vse procente, se pravi, koliko ljudi zaposlujejo, koliko je malih, srednjih in podjetij družinskih in iz tega vidika je v bistvu to en najbolj glavnih temeljev slovenskega gospodarstva. Zavedamo se seveda vseh pomanjkljivosti države, se pravi, država mora na nek način tudi za ta podjetja nasploh narediti predvidljivo davčno okolje, ker je to ključno, zato da podjetja lahko na nek način planirajo. In drugo, kar je pa na nek način tudi vse tiste administrativne ovire, ki so na nek način breme, jih je treba počasi začeti odpravljati. Ker smo pa danes na pomembni temi nasledstvo družinskih podjetij, je pa seveda to en problem, ki ga ni samo v Sloveniji, ampak je v celi Evropi. In tu bomo mi vendarle prek naših agencij, Spirita in tako naprej, tudi na nek način programe, ki lahko na nek način ozaveščamo podjetnike, kako staviti, bom rekel, na mlajšo generacijo. Verjamem, da bomo lahko tudi z vavčerji prek podjetnega sklada pomagali, bom rekel, za lažje odločitev. Tako da kar nekaj nalog je in upam, da bomo uspešni. Verjamem, da v drugi polovici letošnjega leta bomo šli v ta razpis, ker je to en ukrep, ki je bil zelo pozdravljen iz strani predvsem mikro, malih podjetij. Slovensko podjetniško podporno okolje je relativno precej razvito. Dejansko sistem spod je okolju oziroma podjetnikom zelo prijazen, tako z obsežnimi informacijami, kako vstopiti v svet podjetništva, potem z registracijskimi točkami, tako rekoč po celi Sloveniji, stopa se brezplačno, ker smo ena redkih držav na svetu, ki pravzaprav omogočamo brezplačno registracijo in vnose vseh sprememb, ki tekom podjetništva nastajajo, tako tudi izbris potem samega podjetja. Po drugi strani imamo tudi kar nekaj razvitih instrumentov za finančno pomoč podjetnikom, pri čemer pa osebno pravzaprav vidim, da je največ pomoči bi podjetniki še vedno potrebovali z vidika davčnega poslovanja, sodelovanja z državo, davčne optimizacije, tako da dejansko
dajo državi tisto, kar ji pripada in bom rekla, nič več.